Mestni galeriji smo pripravili razstavo z naslovom Net Art Painters and Poets, ki smo jo pripravila skupaj z umetnikom Vukom Čosićem. Naša želja je bila spregovoriti o tem, da je internetno umetnost praktično nemogoče kazati v galerijskih prostorih, oziroma seveda obstajajo različni načini, ki pa so se skozi čas izkazali predvsem za ponesrečene, nekoliko manj ponesrečene, da ne rečemo slabe. Zato sva se odločila, da v prvem nadstropju Mestne galerije Ljubljana predstaviva projekte različnih razstav, ki so skozi čas, zadnjih 20 let, želeli to umetnost prikazati znotraj galerijskih prostorov. Tako prvo nadstropje predstavlja neke vrste omaž tem različnim projektom, predvsem oziroma izključno iz evropskega prostora, ki so lahko ali primeri dobre prakse ali pa primeri slabe prakse. Ravno v tem trenutku se nahajamo v sobi, tako imenovani baročni sobi, kjer so predstavljeni umetniki prve dobe internetne umetnosti, se pravi tako imenovani pionirji net arta, in to je predstavitev, ki je bila tem umetnikom na nek način najbolj po godu. Predstavitev njihovih del oziroma screenshotov njihovih projektov v baročnih okvirih, na zelo neki pompozni rdeči steni, ki spominja na take tipične muzejske predstavitve, in to je tisto, kar je umetnikom, po njihovih besedah, bila predstavitev, ki je bila na nek način seveda najbolj oddaljena od načina in možnosti pogleda te umetnosti, pa vendar se jim je zdel ravno ta odmik od klasične predstavitve najbolj blizu. Na drugi strani, v sosednjem prostoru, se nahaja predstavitev iz leta 1997, namreč, ko so to umetnost želeli pokazati na kazenski dokumenti. Seveda, to so bila prva leta net arta. Gre za to, da ta predstavitev, ki, kot rečeno, sovpada oziroma je takoj za predstavitvijo baročne sobe, umetnikom ni bila po godu. Umetniki so to predstavitev na nek način izignorirali, bili so zelo, lahko celo rečem, razjarjeni. Namreč na dokumenti so se odločili, da prostor, v katerem prikazujejo njihove spletne projekte, postavijo za barom v Kunsthalle. Prostor je bil na ta način nekoliko dislociran. Naredili so tak tipičen pisarniški setup, se pravi mize, kompjutri na mizah, z konekcijo, se pravi z dostopom do interneta, kjer ne bi se obiskovalec usedel in prosto potem brskal po teh spletnih straneh. Kar je umetnike še dodatno razjezilo, so bile barve sten, namreč stene so bile obarvane v modro barvo, tipično IBM barvo, ki pa je bil tudi sponzor dokumente, tako da so se na nek način počutili popolnoma izrabljeni in seveda niso podpirali te predstavitve v smislu neke pisarniške zgodbe, kajti internetna umetnost je umetnost, ki se gleda v vseh različnih okoljih, predvsem in največkrat pa v nekem udobnem prostoru, ki je ponavadi ali dnevna soba, ali spalnica, ali dandanes
za laptopi tudi park. Še najmanj se to umetnost gleda v pisarniških prostorih. V ostalih treh prostorih spodnjega nadstropja gre zopet za primere dobre prakse, če se lahko tako izrazim, se pravi za predstavitev tistih projektov, pri katerih, ali da rečem tako, pod katere se umetniki NetArta lahko podpišejo oziroma s katerimi so bili nadzadovoljni. Tako da v prvem nadstropju poleg polemike same predstavitve in možnosti oziroma nezmožnosti predstavitve NetArta v galerijskih prostorih predstavljamo predvsem umetnike prve generacije, se pravi tako imenovane pionirje NetArta, kot so na primer že imenovani Vuk Čosić, Aleksij Šulgin, Heath Bunting, Jodi in Olja Ljalina. Prav tako pa potem v naslednjih prostorih dodajamo še ostale umetnike, ki ne sodijo ravno v to prvo fazo, se pravi niso ravno poimenovani kot pionirji NetArta, pa vendar sodijo v prvo generacijo oziroma neke vrste, da rečemo tako, očete tega gibanja, se pravi se ta nabor umetnikov razširi. V drugem nadstropju smo se zgodbe lotili nekoliko drugače. Poimenovali smo drugo nadstropje celo z nekim, bom rekla, malo humornim terminom pionirji špecajo oziroma pionirji zatožijo. Namreč z Vukom Čosićem sva se odločila, da povabiva starejšo generacijo, da se tako izrazim, umetnikov NetArta, da predlagajo umetnike, ki pripadajo neki drugi generaciji, se pravi generaciji umetnikov, ki v internetnem okolju delujejo še danes, da predlagajo ta imena, da predlagajo dela, ki jih potem midva predstaviva v drugem nadstropju. Dobila sva kar dobršen oziroma zanimiv nabor teh projektov. Predvsem se je celo zgodilo, da tudi Vuk Čosić, ki se še danes zelo sledi, kaj se dogaja na tem področju umetnosti, tudi on je bil presenečen, tudi njemu se je zgodilo, da katerega od del ni poznal. Tako da je bil to strašno zanimiv proces špecanja, kjer sva potem izbrala približno 10 umetniških del, ki na nek način govorijo o tej drugi oziroma lahko rečemo današnji generaciji internet umetnikov, tako imenovani generaciji post-internet art oziroma celo boljši termin internet aware art. Se pravi umetniki, ki se zavedajo tega okolja, ki delujejo znotraj tega okolja, ki pa se je skozi čas seveda drastično spremenil. Namreč prve generacije umetnikov, ki so se ukvarjale z
internetom kot novim medijem, so ta medij raziskovale, v bistvu je bil velik entuziazem, navdušenje nad zmožnostmi tega medija, prav tako to, da jih ta medij ni omejeval, niso potrebovali institucij, niso potrebovali kritike, niso potrebovali fizičnih prostorov, kustosov, teoretikov. Umetnost se je dogajala na medmrežju, umetnost se je zgodila, ko je bil projekt poslan naokrog, ko je projekt prišel do naslednjega kompjutra, kjer je uporabnik potem posegal v to delo, kjer je dodal, odvzel, komentiral in tako naprej. Torej, ni bilo ne fizičnih meja, ni bilo ne prostorov, v katerih bi se to moralo zgoditi oziroma ovrednotiti kot umetnost. Medtem, ko seveda se potem v zadnjih 20 letih ta medij zelo razvije oziroma postane nekaj povsem drugega, kar je bil v začetku 90-ih, in se zato tudi te umetniki, tako imenovane druge generacije, povsem drugače ukvarjajo s tem medijem, ukvarjajo se predvsem z vsemi načini zlorabe tega interneta kot ideje o demokratičnosti, o različnih možnostih, o tem, da je v bistvu informacija za vse, dana vsem, v vsakem trenutku. Danes seveda internet postaja predvsem eno izredno orodje, ki je v rokah velikih korporacij, ki non-stop berajo oziroma čitajo naše klike in nam s tem posledično prodajajo tisto, kar naj bi si mi želeli. Tako da v bistvu, kako se je ta medij sfižil in postal nekaj povsem drugega, postal del, celo lahko rečemo, turbokapitalizma, in zato tudi umetniki popolnoma drugače pristopajo k temu mediju, brez optimizma oziroma z malo optimizma, pa vendar še vedno z dobršnim delom humorja, kar pa je tisto bistveno, kar je vodilo naju dva tudi pri potem končnem izboru samih del v drugem nadstropju. Ob razmisleku o načinu predstavitve je seveda bilo glavno vodilo v tem, da v osnovi ni smotrno prikazovati to umetnost v galerijskem prostoru. Seveda bi se mnogi ne strinjali s to odločitvijo oziroma s to osnovno premiso, ki je bila vodilo pri razmišljanju postavitve te razstave, pa vendar z Vukom sva vztrajala, da na nek način človek, ki vstopi že v galerijo, se pravi v spodnji prostor, ki še ni galerijski prostor, že nekako pokaževa to najno osnovno premiso, najno osnovni razmislek. Zato si obiskovalec že v pritličju lahko na lističih odtrga vse naslove, vse linke, ki ga peljejo na umetniška dela, ki so potem predstavljene v galerijskem prostoru, si jih odnese domov in nekem svojem udobnem okolju potem na nek način odgleda razstavo. Se pravi, da rečem malo šaljivo, ideja je bila, sploh ne prihajajte v galerijo oziroma v zgornje nadstropje, vzamete si tukaj linke, odidite domov in glejte net art oziroma spletno umetnost v tistem miljeju, ki mu najbolj pritiče, in to je pač nek prostor, kjer se človek počuti udobno, njegov nek osebni prostor, ki mu omogoča, da v miru in z dosti časa odgleda te projekte.